Noč nad polji Wisconsina, sneg škripa, veter vihra, na koncu makadama stoji hiša, ki ni več dom, je lupina. V njej živi moški z otroškimi očmi, ki bere o apokalipsi in o grehu in ponoči koplje grobove. V njegovih loncih, v njegovih škatlah, na njegovem pohištvu ni več lesa in tkanine, je človeška koža. On pravi, da ni grešil. On pravi, da je samo iskal svojo mamo. Ed Gein, eden najbolj razvpitih serijskih morilcev. Tale je ameriški in jaz ga ful dolgo nisem obravnavala, če sem ga zelo površno, tako da zdaj ga res moramo še enkrat, ker na Netflix je tudi prišla ne dokumentarna serija, ampak nekako po resničnih dogodkih posneto. O njemu imamo ogromen enih serij in filmov in svašta. Veliko stvari je bilo navdahnjenih po njemu, ampak ker vem, da ste zdaj lih to zadnjo The Monster 2025 na Netflixu skoraj vsi gledali, bomo večinoma danes primerjali realna dejstva, resničnost s tem, kaj se dogaja v seriji, kaj je res in kaj ni. Njegovo polno ime je Edward Theodore Gein. Rojen 27. avgusta 1906 in v filmu Američani tudi velikrat mu rečejo ne Gein, ampak Gein. Gein bom tudi jaz govorila. Vzdevka, ki sem mu še veliko dajali, je Butcher of Plainfield ali pa Plainfield Ghoul. On je živel na območju, ki se mu reče Plainfield. Tako da je poleg enega manjšega mesteca, je to območje, ki se mu reče Plainfield, in oni so imeli tam še eno tako zelo oddaljeno kmetijo, tako posest, kjer so pač veliko delali, predelovali razne stvari. Torej, če se je on rodil leta 1906, se je potem družina 1940 leta preselila iz območja imenovanega La Crosse na to samotno kmetijo. Mati ima zelo dolgo ime, in sicer Augusta Wilhelmine Larke Gein, ali kakorkoli že. Ona je bila en ekstremen verski fanatik. In če ste pač gledali kakršnokoli serijo, njo vedno na isti način prikazujejo kot malo psihotično, ekstremno versko nagnjeno, sploh se je to pri njej povečalo potem, ko je mož umrl in ko do nje ni bil lih najboljši in ga je na nek način tudi sovražila. Vsak bi jo opisal kot dominantno, moralistično, strogo in luteranko. Ona je ves čas poudarjala moralnost tega sveta, kako je pomembno biti čist, kako je grozljivo, da ženske niso čiste, da spijo kar z moškimi, da spijo z moškimi tudi, če ne delajo lih otroka, kako je to nesprejemljivo grozodejstvo, kako je grozen, da bi se njena sinova ukvarjala ženskami, ki so pač kakršnekoli. Za njo vsaka ženska je bila že pokvarjena, tako da sploh ni dovoljevala svojima sinoma stike z ljudmi, kaj šele z ženskami. Vse je bilo prepovedano, vse je bilo božje oskrunstvo. Še en fun fact o Augusti, o mami, je to, da je bila nemškega izvora, torej imela je starša oba iz Prusije, potem pa je bila ona v bistvu rojena v Ameriki, tako da ni bila Nemka, ni govorila nemško, ampak zanimiv za nas, ker je pač iz naših koncev na nek način. Oče je bil George Philip Gein, rojen 1873 in je potem umrl 1940. Oče je umrl zaradi srčnega popuščanja, ker je bil alkoholik in je veliko pil, in če to dvoje povežemo skupaj z njegovo mami, verjetno tudi zaradi tega ni bila najbolj srečna in potem po njegovi smrti je dosti slabo govorila o njemu. Potem je pa še brat od našega Eda Geina, je pa Henry Gein. On je bil pa starejši brat, 5 let starejši, ampak je umrl leta 1944 in tukaj je ena taka zanimiva stvar, ki nikoli ne vejo, bi povezovali njegovo smrt z Edom ali ne. Nimajo dokazov, niso naredili avtopsije, ampak brat Henry naj bi umrl, ko sta skupaj požigala zemljo okrog tega posestva, se veš, na tisti način, da je zemlja spet bolj rodovitna, ali kakorkoli že to deluje. Tako da to požiganje je bilo planirano, samo da ne bi brat umrl med tem požigom, torej v ognju in pač v dimu, ampak kasneje, ko niso delali dejansko obdukcije, ko so pa videli truplo, je pa imel neke čudne modrice na vratu in glavi. Tako da, če ste zdaj v seriji videli, da ga je Ed udaril in pač je na ta način Henry umrl, to ni potrjeno, je pač v filmu na ta način prikazano. Usmerja nas, kaj bi se lahko potencialno zgodilo. Ed v šoli ne bi bil zelo tak miren in priden, so se pa vsi majčkeno norca delali z njegovega nenavadnega tihega smeha. Jaz točno njegovega glasu nisem slišala, oziroma so posnetki ful taki nejasni, ampak zanimivo ga upodablja ta igralec zdaj v tej seriji The Monster, ki mu da tak otroški, visok, srhljiv glas. In mislim, da je nekaj na tem, verjetno je res tak bil, ker je imel pač neko otroško dušo, delal je pa taka bizarna grozodejstva in lih to skupaj ga dela toliko
čudenega, tako težko ga je razumeti, kaj mu je prav v glavi. In kot sem rekla, Augusta mama doma jih je probala čim bolj izolirati od drugega sveta in če ste se približala svetu, jih je ali psihično, mentalno kaznovala ali pa tudi fizično. Augusta je basically verjela, da Bog vidi vse in kaznuje grehe in če bi Augusta danes živela, bi verjela, da je internet naš nov Bog, ker vidi vse, če se ne zaščitiš. Zato je meni Surfshark VPN ekstremno pomemben, da me zaščiti na internetu in da zaščiti in skrije, kaj jaz vse delam. In razlika je, da ta nadzor jaz lahko vsaj vklopam in izklopam, kadar hočem. Torej, Surfshark VPN ti omogoča, da brškaš popolnoma inkognito, ni važno kaj, kdaj in kje. Plus, ker imate najrajš odklene celotno bazo Netflix filmov in serij. In še nekaj, kar je meni amazing, če ga ti recimo kupiš po bizarno nizki ceni, kar lahko uporablja cela tvoja familija in vsi tvoji prijatelji, kot isti račun na vseh napravah. Dobesedno en klik in nisi več iz Slovenije, ampak si lahko iz Kanade, Italije, Mehike, kjerkoli. Lahko pa upgradeš tudi na funkcijo Surfshark One, kjer imaš na primer Surfshark Alert. Alert bi te takoj recimo obvestil, če tvoj geslo ali pa karkoli tvojega osebnega uide nekam na internet in ne sme. Klikaj na link v opisu in vtipkaj kodo Alenka za 4 dodatne mesece Surfsharka, ker je amazing ponudba. Zdaj pa če združimo emocionalno zapostavljanje od mame in potem tisto obupno odraščanje v očetu, ki je bil alkoholik, in potem še rigidna z grehom prepojena vzgoja matere, ki feminizira greh in idealizira čistost, torej, ki je on pomislil na seks in se to v njemu začel prebujati in ki je začel razmišljati, da si to želi, tako kot vsak normalen najstnik, je to istočasno povezal z največjim grehom in s tem, da ne sme in da je to prepovedano in grdo. To mora biti taka grozljiva bitka v glavi, da se sam sebe toliko sramuješ. Tako da je istočasno tudi povezoval idealizacijo mame pa demonizacijo žensk. Se pravi, ženska je demon in me bo pokvarila in moram preč od njih in mama je pa moj bog in popolna. Še en fun fact, tudi po smrti očeta, ko so oni že živeli tam v oddaljeni kmetiji na Plainfieldu, je Ed bil tudi varuška. In to recimo vidite tudi v tej The Monster seriji, ampak ni tako posebej prosil za šiht, ampak so preprosto bližnji sosedi mu dali v varstvo kdaj občasno otroke, zaradi tega, ker je bil dober z njimi, ker se je lažje povezoval z otroki, kakor z odraslimi. Kot naprej omenila, v tem požigu na tem posestvu umre njegov brat Henry in kmalu zatem, kot je tudi v seriji prikazano, potem Augusta doživi prvo kap. Potem je doživela tudi drugo kap in to zelo podobno je prikazano v seriji. Drugo kap je doživela, ko je videla soseda, ki je imel na obisku žensko, ki ni bila njegova partnerka uradna, nista bila poročena, bila je kot samo ljubica ali neki punca, bilo kaj. In se je neko nasilje nad psom tam dogajalo in jih ona na polno napizdila, po domače povedan, ampak istočasno jih je v bistvu bolj zaradi tega nezakonskega odnosa, kakor pa zaradi psa samega in je takrat doživela drugo kap. V filmu je prikazano, v seriji je prikazano, kakor da takrat potem umre, ampak v bistvu še nekaj časa potem ni umrla, je pa kmalu zatem umrla. Ed je ostal sam na tisti osamljeni kmetiji. Ena stvar, ki jo bom takoj izpostavila, on ni šel takoj izkopati svoje mame, oziroma ni šel izkopati svoje mame. To je ena stvar, ki je preverjena, da je ni naredil in je izmišljena v tej seriji. Njen grob so šli preveriti takrat, da vidijo in je bil popolnoma brez znakov kakršnega koli vdora, vloma, kopanja, bilo česa. Je bilo pa ogromno drugih ljudi, ki jih je izkopal. Njene prostore je on takrat popolnoma zapečatil, zaprl, odrezal od sebe, ni sploh več hodil tja, da je ostalo vse nedotaknjeno. Sam se je pa preselil iz te velike samotne hiše spodaj v eno mini sobico zraven kuhne. Takrat je on začel kupovati razne stripe in pa tudi kakšne true crime fascikle o kanibalih, v kakšnih apokaliptičnih situacijah, v čemerkoli je bilo nekaj mučno in potem je njegov mind probal to, ta njegov otroški mind probal to predelati, kako je to možno in vse, kar je on videl, je praktično verjel, vse se mu je zdelo, resnično ni imel tega filtra, da bi si mislil, da je izmišljeno, je imel pa ekstremno fascinacijo, tako kot je tudi v seriji, nad Ilzo Koš ali Koč. V glavnem, Ilza je bila pa ženska, ki je bila žena nacističnega lastnika taborišča, nekaj tacga, in je bila dejansko ekstremno kruta
in je tam nad temi zaporniki v taborišču izvajala grozljive stvari. Širile so govorice, da je ona tudi shranjevala dele kože, kjer so bili gor tatuji od teh ujetnikov, ampak to ni popolnoma potrjeno znanstveno. Je pa bila zelo taka velika govorica. Zdaj pa gremo čez te teme, vse od kopanja grobov do ženskega kostuma, kaj je res, kaj ni res in v kakšni meri je res. Ed Gein je večinoma doživljal te svoje epizode, ko je hodil kopat grobove, ko je bil v nekem stanju, ko se ga ni spomnil. To je bilo obdobje 1947-1952, imel te nočne poti na 3 lokalna pokopališča. Mislim, da so bila samo 3, nobenih drugih ali pa manjših, in tega je bilo ogromno. Ampak večinoma, tako res veliki večini je on zonal, to se tega ne spomnim dejansko. Bilo je 40 teh nočnih obiskov, v 30 naj bi se baje prebudil, in ko se je prebudil, je tudi odšel praznih rok. Da je pa dejansko bil sposoben policiji potem priznati in pokazati, katere grobove je izropal in koliko, je bilo pa samo 9, in tudi ko so šli za 3, mislim, da preveriti, so videli, da so bili dejansko izropani. Meni tukaj ena stvar ni jasna, me zanima, kaj vi o tem veste, kako je lahko izropal to grobov in se to ni videl. Ali je to zato, ker je izključno samo zelo sveže grobove, ki so bili itak še sveže, taki, se veste, kaj mislim, da se ne bi opazili, ali kako je to možno, da pač, če bi stare grobove ropal, bi se definitivno opazili. Njegov motivacijski vzorec so tudi pogruntali, in sicer, da je na nek način si hotel prepeljati nazaj mami, ves čas je iskal svojo mamo in tudi je kopal ženske, ki so bile starosti in oblike, bilda oziroma podobne postave ali pa po možnosti vizualno podobne njegovi mami. On je ves čas iskal svojo mamo in tudi ko je začel izdelovati iz te kože potem kostum ženski, to je bilo iz več različnih žensk narejeno, je to zato, da bo v bistvu on postal svoja mama, to, ki jo je idealiziral in to, ki ni znal živeti brez nje. Zdaj tako mogoče vam bo čudno, ampak samo 2 umora, ki sta tudi v seriji pokazana, 2 nekako glavna, kako bi rekla, samo 2 sta, da jih je on priznal, samo 2 sta, za katere imamo dokaze, in 2, za katere je on načeloma obsojen. Tako da prva je ženska Mary Hogan. V seriji, če gledate, sta te 2 umora, se mi zdi, da okrog obrnjena. Najprej je en drug, potem je ta Mary, ampak ta Mary je bila ta gostilničarka, ki je on prišel k njej in ji je rekel gostilni, da ima podobno postavo kot njegova mami, in potem je s puško ustrelil. Policija kasneje v hiši najde njeno obrazno masko in pa kasneje tudi lobanjo. Druga žrtev, Bernice Worden, je pa mogoče še največ dela dobi v tej seriji, je pa tista, ki je imela trgovino z raznoraznimi pripomočki, tista blond dama v seriji, ki je v bistvu tudi od načelnika šerifa bila mama. To je pa tudi v resnici res. Z njo v seriji ima nek zapleten odnos in še nekaj ima dejtata in se dobivata in oba ženske oblačila gor dajeta in tako res psihopatično vse izpade in potem kar naenkrat jo umori, ne? V tem primeru pa so njeno trgovinco najdel in njeno blagajno odprto in delno okrvavljeno in so potem takoj potem in lih zaradi tega so šli v akcijo, da so prišli do njegove hiše, zaradi tega, ker je zadnji račun, ki je bil izdan v tej trgovinci, je bil antifriz direkt na njegovo ime, na Edwarda Geina, in potem so šli takoj k njemu domov in naredili to racijo hiše in najdeli vse te grozote, ki so jih najdeli. V seriji, kakor ste mogoče videli, je ta namestnik šerifa točno on, ta oseba, ki pride v skedenj in potem vidi svojo lastno mamo obešeno navzdol, tako zaklano skoraj kot prašiča, odprto, brez notranjih organov, brez glave, res grozljiv prizor, ampak v resnici je ni najdel njen sin, to pač mečkan so pretiravali, je pa vseeno pač nek drug detektiv, ki je prvi prišel v hišo in ki je to največ raziskoval in ki je prišel v skedenj, je bil tudi nekdo, ki je kmalu zatem imel srčno kap in tudi zaradi tega potem umrl. To, ki je bil traumatiziran do vsega, da mu je vzelo življenje. Zdaj bom pa naštela mečkan, kaj vse so najdeli v tej hiši, torej ne v seriji, ampak v resnici. In te stvari, moram povedati, da so potem kasneje tudi spodobno odstranili, so jih zažgali in zakopali. Na ta način se po pravilih, po zakonu znebiš stvari, ki ne smejo biti senzacionalizirane, ki so pač preveč pomembne deli ljudi, kakorkoli že, da ni fair in ne bi bilo okej, da gre, ne vem, da se proda naprej, da gre na dražbo, da gre v muzej, pač ni sprejemljivo. To so bile stvari, koš za smeti iz kože, stoli prevlečeni s kožo, sklede iz lobanj, stezniki in leggings
iz kože, maske iz kož obraza, pas iz bradavic, škatla z 9 ženskimi vulvami, 4 nosovi, ustnici na vrvici rolete, srce Bernice Worden v vrečki pred pečjo, glava v vreči, obraz Mary Hogan v papirnati vreči, lobanja Mary Hogan v škatli. To so vse dejstva, to vse so najdel. Ko vidimo v seriji noter, da odnašajo stvari in da je dražba in da lasten sin prodaja te stvari od te Bernice Worden, to se ni zgodilo, preprosto zaradi tega, ker je hiša prej pogorela. Nismo ziher, ali je bilo to potaknjeno ali ne, ni konkretnih dokazov, velika verjetnost, da je bilo, ker je preveč čudno naključje, ampak ni pa dokazov, tako da. Bila bi dražba te hiše, ampak je prej pač zgorela. Takrat bi imela ceno nekaj, mislim, da pod $8,000, kar bi bilo danes nekih, mislim, da $55,000. Ne me za besedo držati, ampak tako, da imate približen občutek. Zdaj tako, kakor si lahko predstavljate, ko je on prišel do sodišča in do sojenja, je zelo hitro šlo vse v smeri, da duševno ni bil priseben in da ni priseben za ta sojenja, ker je pač bolan oziroma psihično bolan. Najprej je šel v Central State Hospital for the Criminally Insane v Vopunu, kasneje pa v Mendota State Hospital v Madisonu in v tej Mendoti State Hospital je potem ostal do konca življenja, kjer ga opisujejo, da je bil zelo miren, priden, delal je v raznih delavnicah, pomagal, delal je na sebi, je imel 2 sojenja, ampak prvo sojenje in nekako glavno je bilo za Bernice Worden in potem je tudi bil obsojen umora, ampak takoj zatem je imel pa na sodišču to sojenje, ali je sploh duševno prišteven in so pač določili, da ni, in zaradi tega, ker ni bilo več toliko smisla naprej te umore definirati pri njemu, ampak je šel pač v ta mentalno institucijo. Še ena zanimiva stvar, noter vidimo v seriji črnega Forda, on je ta avtomobil dejansko imel in ga je vozil in ta Ford je potem šel za nekih $760, mislim, da je šel na dražbo in je bil prodan enemu, ki se je očitno podjetniško precej znajdel in je potem naprej prodajal vstopnino za ta avto morilca, za ta avto, ki je pač ogromno trupel zvozil iz pokopališča k njemu domov itd. Ga je potem prodajal za 25 centov, da si lahko noter prišel in ga videl. Spet takrat to ni toliko malo, to je takrat, kaj se, €2, €5 neki, ni lih toliko pocen. Ed Gein je umrl 26. julija 1984 zaradi respiratorne odpovedi ob raku pljuč. Kar se tiče njegovega pokopa in nagrobnika, je meni tudi ful zanimiv moment, ker je bil dejansko pokopan na temu Plainfield pokopališču. Ena nora stvar je, da so mu ta nagrobnik itak pizdil, po domač povedan. Potem so ga najdeli nekje bliz Seattla, full random, ampak mislim, da trenutno tam nagrobnika ni, ker bi ziher bil spet vandaliziran. Imamo zraven pač Henryja, pa mislim, da celo Gein družino, pač Augusto itd. Kar je pa meni še bolj grozen. Lik zanj sem gledala enega, ki je šel po tem pokopališču in vidiš, da vse njegove žrtve so takoj zraven pokopane in vidiš, da grobovi, ki jih je on kopal, so tik ob njemu. Mislim, ogromno jih je tam na kupu in veliko ljudem se to zdi čisto nesprejemljivo. Meni bi se tudi po moje, da bi vedela, ne vem, da je moja mami ali nekoga ven skopal na eni točki in da je pa zraven pokopan. Halo. Ampak ja. Pač je, kaj je. Še ena zanimiva stvar, ki so jo potem psihologi izpostavljali tekom let, je to, da pri Geinu skoraj ni klasične psihopatije, torej ni klasičen psihopat, ni tudi tisti bil tipično očarljiv ali pa grandiozen, ampak je zbiralec in rekonstruer. Zbiralec in rekonstruer. Rekonstrukcija matere v telesu in prostoru, ne pa dominacija žrtev v živo, ker je ponavadba je bolj želja psihopatov. Zdaj vam samo še naštejem filme, v katerih lahko vidite like, ki so navdahnjeni po njemu, in sicer Norman Bates v Psycho, potem je Norman Bates je tudi v filmu oziroma seriji Bates Motel, se mi zdi, da je ful malo ljudi to gledali, ful je dobra serija. Jaz sem jo ful dolgo gledala in pa sem jo nehala gledati, čeprav bom mogoče spet nadaljevala. On je tudi navdahnjen po njemu, igra isti model kot v The Good Doctor, tako da veste, da je good acting. Potem je pa The Texas Chainsaw Massacre, Buffalo Bill v The Silence of the Lambs, pa Leatherface, ja, v The Texas Chainsaw Massacre, v glavnem ogromno likov. Zdaj pa
če niste gledali te serije, zdaj lahko ta del spustite. Če pa ste gledali serijo, vas bo pa ziher zanimali še kakšne detajle, kaj je res in kaj je bilo fake v seriji. Tako da gremo. Adeline Watkins kot sozagovornica ali pa da je bila njegova partner in crime, to je ona mlada punca, s katero je dejto, blondinka, ona dejansko je obstajala. Ampak v resnici je bila to samo ženska, ki je prišla ven takoj po njegovi aretaciji in je rekla, midva sva imela romantičen odnos 20 let, potem kasneje pa vse to umaknila. Je rekla, da nič od tega ni res, da sta bila samo znanca in da je bil on do nje prijazen. Drugič, romantična povezava z Bernice Warden, to je tista mami od namestnika šerifa, z njo ni imel nobene romantične povezave. Razen tega, da ko je prišel k njej, je kupil antifriz in takrat jo je verjetno tudi takoj ubil in njun odnos je tam končal. In to se meni zdelo tudi smiselno, ker takoj potem, ko je on kupil antifriz, so šli k njemu domov, ker nje več ni bilo in tudi kri bila tam prisotna, tako da meni je bilo logično, da v resnici one dva odnosa nista imela. Potem imamo pa to Evelyn Hartley, ki je v seriji jo igra, kaj že? Ja, Addison Rae. Potem imamo pa to Evelyn Hartley. Smejem se zaradi tega, ker jo je igrala Addison Rae, pač ne morem prek tega dejstva, it's crazy. In on jo v tej seriji ubije, zato ker mu je vzela službo kot varuška, čeprav je imela ona prva to službo v seriji, ampak okej. In je on zelo jezen in jo ubije, ampak v resnici tukaj ne vemo nobene povezave, da jo je on imel s to varuško, razen tega, da je v podobnem obdobju ta varuška zginila in tudi so preiskovali potem njegovo hišo in vse ostalo. Ni bilo nobenih dokazov, da bi bil on povezan s tem, tako da mogoče res ni. Pa še to je zanimivo, ker noter prikažejo, kakor da je nekako bil on povezan z lovom na Teda Bundija. Tudi to je večinoma baje izmišljeno in da ni bilo nobene direktne povezave. Tako da ja. Tisti, ki ste že kaj gledali v povezavi s tem, kakšne serije pa filme, napišite, kjer se vam zdi najbolj legit, najbolj podoben realnim dejstvom, ki smo šli danes čez, pa kjer vam je najbolj zanimiv. To je pa to za danes, upam, da vam je bil video všeč. Kliknite spodaj na link v opisu in vtipkaj kodo Alenka za 4 dodatne mesece sršarka, da ti ne bo pa žal. To je pa to za danes, se gledamo po vsej verjetnosti naslednji petek. Alien mama vas ima rada, pridni bote, radi se imejte, aj čau.